Pozdravljeni, dragi otroci. Moje ime je Leonora in prebrala vam bom pravljico o dveh čebelicah. Udobno se namestite, napnite ušesa in 1, 2, 3, gremo. Čebelici Zoja in Sara na medeni cesti. Na travniku pred veterinarsko fakulteto pod mogočno lipo stoji prečudovit majhen čebelnjak. Ima 4 panje, ki so na zunanji strani živopisano porisani. In tem poslikavam rečemo panjske končnice. V starih časih so prikazovale vsakdanje življenje takratnih ljudi. Delo na polju, delo doma, domače obrti. Danes, v modernih časih, pa je čebelnjak porisan z rastlinami, ki jih čebelice nadvse ljubijo. S sivko, z žajbljem, s timijanom, z medeno deteljo, z materino dušico in še bi se kaj našlo. Tem rastlinam rečemo zelišča in imajo zdravilne moči. Čebelice imajo tako rade cvetoča zelišča, kot imate vi otroci radi sladoled. V vsakem panju ima svoj dom ena čebelja družina s svojo čebelo, kraljico matico. V prvem panju kraljuje kraljica matica Elizabeta, v drugem panju kraljica matica Viktorija, v tretjem panju kraljica matica Anastazija in v zadnjem, 4. panju ima svoj dom kraljica matica Sofija. In sedaj, dragi moji otroci, vas vabim na razburljivo potovanje po čebeljem panju kraljice matice Sofije. Vstopimo in pst, čisto tiho. V panju je prijetno toplo in omamno diši. Čebelice hitijo sem in tja in imajo vedno polne roke dela. Vse čebele v panju se med seboj poznajo po vonju. Vsak panj ima svoj vonj. Vonj panja pa seveda določi kraljica matica. Tako, kot diši kraljica matica, dišijo tudi vse čebelice v enem panju. Zato čebelice vedno najdejo pot v svoj panj. V prostorih kraljice matice Sofije so mlade čebelice, ki skrbijo za kraljico matico Sofijo. Skrbno jo umijejo, skrtačijo vse njene dlačice, očistijo njene sobane in jo nahranijo. Samo mlade čebelice zmorejo napraviti matični mleček. Zato je tudi ena prvih nalog mladih čebelic, da skrbijo za kraljico matico. Matični mleček je prav posebna hrana, ki jo mlade čebelice naredijo same. In kraljica matica v vsem svojem življenju ne poje nič drugega kot samo matični mleček. Ja, dragi moji otroci, tudi meni je prišlo na misel, če jem samo matični mleček, ali potem postanem kraljica matica? Težko vprašanje, res težko vprašanje. Mogoče bi se kaj takega zgodilo lahko samo v kakšni pravljici. Dobro jutro, drage moje čebelice, je rekla kraljica matica Sofija. Dobro jutro, so v en glas odgovorile čebelice. In kakšne so danes novice iz našega panja, je zanimalo kraljico matico Sofijo. Napovedan je prelep sončen in topel dan. Pašne čebelice so se že odpravile na pašo in že nabirajo cvetni prah in medičino. Hišne čebelice so pometle in prezračile panj. Čebelice zidarke gradijo novo satje, novo kamrice za medičino in za nova jajčeca.
je hitela z novicami rosno mlada čebelica Zoja. V zarotu kamricah je nahranjen. Po noči je bilo zelo vetrovno in so nastale v panju špranje. Naše čebelice zidarke so že vse špranje zadelale z doma izdelanim propolisom in v našem panju ni več prepiha, je strumno poročala čebelica Zara. Odlično, je rekla kraljica matica Sofija. Torej, na delo. Delo je zdravo, je pomodrovala kraljica matica Sofija, posrkala kozarec matičnega mlečka in se v spremstvu mladih čebelic odpravila na pot po panju. Čebelice seveda ne govorijo tako kot mi ljudje, se pa odlično sporazumevajo med seboj s pomočjo zvokov, vonjev, dotikov in z načinom gibanja. Pozdravila je čebelice, ki so nanosile vodo v panj. Preverila je vse na novo zadelane špranje, pregledala zaloge cvetnega prahu in medičine v satovju in se odpravila proti praznim kamricam satja, kamor bo legla jajčeca. Tako kot ima vsaka čebelica v panju svoje naloge in opravila, ima tudi kraljica matica svojo zadolžitev. Kraljica matica leže jajčeca. Vse ostalo opravijo čebelice. Boste rekli, otroci, je pa res prava kraljica. Ne čisti panja, ne zida novega satovja, ne prinaša vode in ne nabira ne cvetnega prahu in ne medečine. Pa še umije se ne sama in tudi hrane si ne pripravi sama. Pravo kraljevsko življenje. Vendar brez kraljice matice ne bi bilo nobenega čebeljega panja na svetu. Kraljica matica leže jajčeca. To zna pa samo kraljica matica. Pozdravljena čebelica Berta, je prijazno pozdravila kraljica matica Sofija čebelo zidarko. Lep dober dan, je odzdravila čebela zidarka Berta. Novo zgrajene kamrice vas že čakajo. Tudi stare kamrice smo pospravile in tu in tam popravile, je povedala čebela zidarka Berta. Pa začnimo, je rekla kraljica matica Sofija in v vsako prazno kamrico izlegla eno jajčece. Satje s kamricami v panju izdelujejo čebele zidarke. Narejene so iz voska, ki ga čebele naredijo same. Čebelji vosek je prelepe rumene barve in diši po medu. Čebele zidarke imajo v panju vedno polne roke dela. Veliko satovja s kamricami je potrebno zgraditi. Ene kamrice so za nova jajčeca, spet druge za shrambo nabranega cvetnega prahu, nektarja ali mane, ki jo v teh kamricah čebelice spremenijo v med. Kraljica matica Sofija se je odpravila proti kamricam, kjer so se iz jajčec že izlegle ličinke. Mlade čebelice krmilke so jih komaj uspele nahraniti z matičnim mlečkom, ker so bile kar naprej lačne. Kako so požrešne, se je zahihtala čebelica Zoja. Prave žerke. Prav res, je rekla kraljica matica Sofija. Naše male žerke. Še malo cvetnega prahu in medu dobijo, pa se bodo zabubile. In potem bodo naše male bube, je nežno odgovorila kraljica matica Sofija. In potem bodo iz bubic nastale naše sestrice čebelice, je veselo vzkliknila čebelica Zara.
In kraljica matica Sofija bo imela še več svojih otročkov, sta v en glas rekli čebelici Zoja in Zara, se pobožali s tipalkami in se zavrteli v krogu. Ste vedeli, da je kraljica matica mama z največ otroci na svetu? V enem dnevu lahko izliže več kot 1000 jajčec, tako da res nima časa še za nabiranje čebelje hrane in pospravljanje panja. Se strinjate, dragi moji mali bralci? Res ima veliko dela. Tudi kraljevske naloge so lahko silno težke in naporne. Zato mlade čebelice noč in dan skrbijo za svojo kraljico matico, da lahko leže močna in zdrava jajčeca, iz katerih zrastajo zdrave in marljive čebelice. Kraljica matica Sofija in njeno mlado spremstvo so poiskali miren kotiček v panju in si privoščili malo počitka. Čebelici Zoja in Zara sta skrtačili kraljico matico Sofijo in ji pripravili svež kozarec matičnega mlečka. Dober dan, je pozdravila čebela učiteljica Frida. Sem prišla po mlade čebelice. Je čas za šolo. Da mlada čebelica postane pašna čebela, mora v šolo, je strogo rekla čebela učiteljica Frida. Seveda, čebela učiteljica Frida, je prijazno odgovorila kraljica matica Sofija. Čebelici Zoja in Zara bosta ravno pravšnji za tvoj razred pašnih čebel, je nadaljevala kraljica matica Sofija. Čebelici Zoja in Zara sta nežno pobožali kraljico matico Sofijo, se poslovili in odhiteli za čebelo učiteljico Frido. V razredu je bilo že zelo živahno in predvsem glasno. Čebelice so letale sem in tja in glasno brenčale. Tišina, je vzkliknila čebela učiteljica Frida, ko je vstopila v razred. Čebelici Zoja in Zara sta se tiho posedli v zadnjo klop v razredu. Tudi vse ostale čebelice so utihnile in se posedle v klopi. Tako, je rekla čebela učiteljica Frida. Na sporedu imamo določanje kraja in oddaljenosti cvetočih pašnikov od našega panja. Temu rečemo čebelji ples. Na tabli imate vse narisano in napisano. Dobro poglejte in si vse zapomnite, potem bomo vadili skupaj. Čebelice so se zatopile v skice na tabli, se obračale levo in desno in tiho brenčale. Ja, kdaj bomo pa plesali? Se je oglasil neznan glas. Pa kakšen bugi-vugi ali pa ča-ča-ča bo tudi na sporedu? Je spraševal neznan glas. Čebela učiteljica Frida je radovedno pogledala po razredu, kdo neki moti njen pouk, in zagledala Vinkota. Bugi-vugi in ča-ča-ča, je rekla čebelica Zoja, ta je pa dobra. To se učiš v plesni šoli, tukaj se pa učimo čebelji ples, je še dodala čebelica Zoja. Ti si pa resen trud, je rekla čebelica Zara in ves razred se je glasno zasmejal. Še čebela učiteljica Frida se je od smeha držala za trebuh. Pa še res je rekla čebela učiteljica Frida. Vinko je trud. Drage moje čebelice, to je trud Vinko. Trud Vinko je vstal in se narahlo poklonil in pozdravil razred. Trudi so naši fantje v panju.
In ti, Trotvinko, in vsi tvoji prijatelji boste kmalu poleteli na poročni ples z novo kraljico matico. Čebelar Nace je že naredil nov ban, ki bo dom nove kraljice matice Eveline in njene čebelje družine. Če boste pa plesali bugi, vugi in ča, ti pa ne vem povedati, je v smehu rekla čebela učiteljica Frida. Aha, je rekel Trotvinko in se počasi odpravil proti vratom razreda. Tam se je obrnil, pozdravil čebelo učiteljico Frido, mladim čebelicam pa pomežiknil in že ga ni bilo. Čebelice, tudi Zoja in Zara, so se pridno učile, ponovile in si vse, kar je bilo na tabli napisano in narisano, naučile na pamet. Znale so vse strani neba, vzhod, zahod, sever in jug. To je pa težko, boste rekli otroci. Sploh ne, čisto enostavno. Vzhod je tam, kjer vzhaja sonce. Zahod je tam, kamor hodi sonce spat. Jug je tam, kjer pod vročim afriškim soncem lenari lev. In sever je tam, kjer severni medvedi vsak dan jejo sladoled. In tako je prišel čas, da nove pašne čebelice zapustijo ban in se odpravijo na pašo. S čebelo učiteljico Frido so skupaj odletele do vrat banja. Vratom banja rečemo izletna odprtina ali žrelo banja. To je edini vhod in izhod iz banja. In povem vam, da je tu več prometa kot na 10 letališčih skupaj. Lep pozdrav, čebela stražarka Hilda, je rekla čebela učiteljica Frida in pozdravila čebelo na vratih banja. O, čebela učiteljica Frida, pozdravljena! Tudi vam, nove pašne čebelice, en lep pozdrav. Sem čebela stražarka Hilda in svojo skupino čebel stražark čuvam naš pan. V pan spustimo samo naše čebelice in kot veste, se med seboj poznamo po vonju. Želim vam prijetno in varno pašo, je rekla čebela stražarka Hilda, si pogladila svoje strupeno želo in s tipalkami pregledala pravkar prispelo pašno čebelo ter jo spustila v pan. Tako je nagovorila nove pašne čebelice čebela učiteljica Frida. Najprej nekaj kratkih poletov. Zapomnite si obliko in barvo našega čebelnjaka in panja. Zapomnite si naš travnik, lipo in star rožni grm. Ko boste letele proti domu in ko boste vse to videle, boste vedele, da ste doma. Samo še do čebele stražarke Hilde stopite in potem hitro v pan, je rekla čebela učiteljica Frida. Čebelici Zoja in Zara sta že komaj čakali, da poletita v svet tam zunaj. In 1, 2 in 3 in sta poleteli. Juhu, juhuhu! Sta veselo vzklikali in leteli v krogih okrog čebelnjaka do lipe, do starega rožnega grma in nazaj v pan. In tako sta čebelici Zoja in Zara postali pašni čebeli. Kje vse sta leteli? Na travnike, polja, gozdove, vrtove. Vedeli sta za vsa cvetoča polja in travnike. Koške, v katere sta nabirali cvetni prah, sta imeli vedno dobro pripete, da ne bi izgubili dragocenega nabranega tovora.
Srečali sta divje čebele, ki živijo v gozdu in si naredijo panj v votlih drevesnih deblih. Spoznali sta mestne čebele, ki živijo v panjih na vrhu nebotičnika in hodijo na pašo po mestnih parkih in vrtovih. Skupaj z družino čmrljev sta nabirali sladki nektar na bogato cvetočem travniku. Kaj vse sta doživeli pašni čebelici Zoja in Zara? Bežali sta pred sršenom in se pred dežjem skrivali pod listi dreves. Sta se pa tudi pošteno nasmejali. Nekega dne sta se vračali z zelo oddaljene paše cvetočih sončnic. Koški so bili do vrha polni dišečega prahu. Bili sta utrujeni in žejni. Kar reče čebelica Zoja: "Poglej, lev!" "Kaj?" je kriknila čebelica Zara. "Lev! Še to nama je manjkalo, da bova bežali pred levom." "Ojoj, Zoja, še huje, zgrešili sva smer, ali sva v Afriki?" je jokaje rekla čebelica Zara. "Ne, no, poglej vendar, lev je narisan na veterinarski kliniki. To pomeni, da sva doma," je v smehu odvrnila čebelica Zoja. "Pa res, končno, tako sem že utrujena in žejna," je rekla čebelica Zoja in zadnjimi močmi pristala pred vrati panja, pokimala čebelam stražarkam in zletela v panj. Čebelici sta polne koške spraznili v čakajoče prazne kamrice. Medicino so vzele hišne čebele in jo po posebnem receptu pripravile ter shranile za dolge zimske dni. Satje s praznimi kamricami se je hitro polnilo. Vsako polno kamrico hišne čebelice tesno pokrijejo s pokrovcem iz voska. In tako v teh kamricah nastaja med. Med čebelice potrebujejo za hrano za dolge zimske dni, ko je zunaj mraz in sneg. Panju pa je prijetno toplo in kamrice so polne medu. Ker pa je v enem panju res veliko čebelic, je tudi nabranega medu veliko, če je le čebelicam naklonjeno vreme in cvetoča narava. Tako se čebelice ne jezijo preveč, če jim vzamemo malo medu. Končno sta čebelici Zoja in Zara lahko odšli na zaslužen počitek v miren kotiček panja. Ko sta čebelici Zoja in Zara takole prijetno počivali, je v panju završalo. Čebelice so letale vse naokrog, besno mahale s krili in divje brenčale. "Kaj se pa dogaja?" je zaspano vprašala čebelica Zoja. "Ne vem," je odgovorila čebelica Zara. "Pridi, greva pogledat." Zleteli sta proti kamricam z ličinkami žerkami, ker je bilo tam največ čebelic. In kaj sta videli? V panj se je pretihotapila voščena vešča, ki je hotela svoja jajčeca odložiti v že naseljene kamrice z ličinkami žerkami. Čebele so se zbrale okrog nje, jo prijele za krila in jo gladko malo vrgle skozi vrata panja. Čebele zidarke so pregledale ves panj in zagradile s pregledano špranjo s propolisom. Propolis je, dragi moji otroci, čebelja malta. Tako kot zidar potrebuje malto, za zidanje jo potrebujejo tudi čebelice. Prišla je tudi kraljica matica Sofija s svojim spremstvom. Je nevarnost mimo? Ali potrebujemo rdeč telefon, da pokličemo na pomoč veterinarja Maxa z veterinarske klinike?
je mirno in prisebno vprašala kraljica matica Sofija. Ne bo potrebno, je rekla čebela stražarka Hilda. S skupnimi močmi smo odstranile neljubo gostjo, preden je lahko naredila škodo našemu zarodu. Bravo, moje čebelice, je odgovorila kraljica matica Sofija in odšla naprej po panju s svojim spremstvom sporočat, da je nevarnost mimo. Tako kot čebele skrbijo za svojo kraljico matico, tako za njihovo zdravje skrbijo veterinarji. Veterinarji pregledajo vse panje v naši deželi in čebelarjem pomagajo pri zdravljenju čebel. Tudi čebelice so lahko bolne, dragi moji otroci. Lahko so hudo bolne. V panj se lahko prikrade čisto majhen klop in se prisesa na čebelico. Temu klopu je ime varoja. Čeprav je v naših očeh to res majhen klop, je za čebelico gromozanski velik in ji zelo škoduje. Zato čebelari varujejo in redno pregledujejo čebelje panje. Ko se klop varoja prisesa na čebelico, se čebelica iz dneva v dan počuti slabše in takrat v panju zvonijo rdeči telefoni in kraljica matica kliče na pomoč veterinarja. Veterinar pregleda čebelice in predpiše zdravilo. Ker se čebelice veliko pozdravljajo s tipalkami in se božajo, se zdravilo prenese po celem panju in čebelice ozdravijo. Dragi moji otroci, dragi moji mali bralci, čebelice so naše neizmerno dragoceno bogastvo. So čisti zaklad. Zaklad? Boste vprašali otroci. Tako je, čisti zaklad. Čebelice oprašujejo rastline. Ko čebelica zagleda cvet, jo krila kar sama nesejo do cveta, pa naj bo cvet male marjetice ali mogočne sončnice. In ko nabirajo cvetni prah na cvetu in posrkajo medičino iz cveta, letijo na naslednji cvet in potem spet naprej na nov cvet in spet naprej na nov cvet. Tako pomešajo in premešajo cvetni prah na cvetovih in temu rečemo opraševanje. Na drevesih in rastlinah potem iz oprašenih cvetov zrastejo plodovi in semena. Brez čebelic na drevesih ne bi več raslo sadje in zelo veliko rastlin bi ostalo brez semen. Vemo pa vsi, da prav iz semena zrastejo nove rastline. Zato, dragi moji otroci, so čebelice čisti zaklad. Ko vas obletava čebelica, se prosim ne ustrašite. Postojte in ne krilite z rokami. Mogoče je čebelica Zoja ali pa čebelica Zara. Čebelica bo mirno odletela naprej po svoji medeni cesti. Nabrala bo kozarec presladkega medu za vse vaše rezine kruha z maslom in zdravilne limonade z medom za vaše prehlajene noske. Poskrbela bo, da zrastejo na drevesih jabolka, slive, hruške in še okusnih plodov. Poskrbela bo za dragocena semena, ki jih bomo posejali in nam bodo zrasle nove rastline. Vi pa v zahvalo na vrtove, balkone, terase in okenske police posadite medovite rastline za naše čebelice, ki bodo vam in vsem nam nabrale polne kozarce medu.